Sedaj pa prosim bivšo ministrico za Slovence za Lejstveno svetu, doktorico Heleno Jakič, da nam od današnjice razgovarjamo s predlogom informacij. Spoštovani gospod Načko, spoštovani sorodniki, spoštovani zdravi. Zbrali smo se, da se poklonimo spominu na duhovnika in zavrednega Slovenca, monsignora Janeza Radnika. Božja previdnost ga je že pred drugo svetovno vojno vodila na drugi konec sveta, v prostrano deželo v Bližnjem križu. Ko je kot 34-letni duhovnik stopil na ladjo, da priskoči na pomoč slovenskemu duhovniku v Argentini, najbrž ni niti slutil, da bo dobri 10 let kasneje, kot je ob njegovem grobu dejal župnik Delgado, svojim rojakom, ki so izgubili dolino, postal krušni oče in da bo po njegovem posredovanju 8000 Slovencev upanje, delo in dom med argentinskim ljudstvom. Prav tako je verjetno tudi na kratko zamahnil v celoto, ko mu je njegov domačni govornik v pismu, ki je mladi prejel julija 1941, ko je živel v Argentini, polagal na srci. Bodi na straži. Verjetno te čakajo velike naloge, ki jih bo terila od tebe domovina. Toda danes, 60 let po njegovi smrti, lahko s polno gotovostjo rečemo. Bil je na straži in ni se branil nalog, ki jih je od njega terila domovina. Pravzaprav jih niti ni terjala, sam jih je znal prepoznati in se jih je neustrašno lotil. Čeprav se je večkrat v svojem trudu in naporih čutil sam, pa tudi razočaran zaradi krivičnega obrekovanja nekaterih Slovencev. Ampak to ga ni odvračalo tega, da ne bi naredil, kar je čutil, da mora narediti za rojake. Za ljudi, ki so mu bili tudi po duhovniški službi zaupani. Še kako so zanj veljale besede, ki jih danes živo in gospod Načko in jih velja ponoviti. Dolžan ni samo, kar velja usta. Kar more, to mož je storiti dolžan. Vedno znova se me dotakne njegova zahvala na molitvu, ki jo je izrekel na dan svoje nove maše. Zapisal jo je v svoje spomine. Tiste spomine, ki se jih je totalitarna oblast v prejšnjem režimu tako zagovala, da jih je z objavo v uradnem listu celo prepovedala. Takole je molil. Tu me imaš, Gospod, takega kot sem. Zahvalim se ti za pokvarjeno nogo, brez nje najbrž nikdar ne bi prišel do oltarja. Zahvalim te, Gospod, tudi za druge pomanjkljivosti, ki jih nosi na telesu, zlasti za izgovorjavo črke R. Ti veš, Gospod, da mi je to nadležno, a tebi je tako prav in že veš zakaj. In to, da sem tako metalus. Morda bi bilo bolje, da bi se bil bolje odlikal in bil primeren tudi za salon. Gospod, takega pač imaš. Pomagaj mi, da ti bom mogel koristno služiti. Dal si mi lepega roke. Pa dal si mi tudi brzdo, da zavrem mojo samoljubnost in mišljavost, če bi me sovražnik razkušal potem poti spraviti silo. Hvala ti, Gospod, za vse. S kakšno iskrenostjo je v molitvi govoril o svojih slabostih, pa vendar brez lažne skromnosti in zavedanjem, da mu je Bog dal nove darove, ki jih je skozi desetletja svojega delovanja podesetlil. Najprej doma, v Metliki, v Zagrebu in na postanjenici na Krki, potem pa v Buenos Airesu, kjer je skušal vsakega rojaka, ki je prišel čez ocean, pričakati. Tudi zato, ker je, ko je sam prihajal tja, zaman čakal, da bi ga kdo sprejel. Bilo ni nikoli, niti vsak bi me obdajal, se je spominjal. Bridko sem občutil to in zato sem se tam bolj potrudil pozneje, ko so prihajali brezdomci v Argentino, da sem jih pričakal in jim dal prijazno besedo pozdrav. Bili so tisoči in tisoči, ki so prišli za menoj. Njegova velika zasluga je bila, da je 10 000 Slovencev nekaj let po drugi svetovni vojni dobilo London. Vojna in povojna leta so bila za naš narod silno težka. Revolucija, ki se je razkrotila že v času vojne, je po vojni, pijana od zmage, zaplesala krvavi rdeči ples, v katerem je poteptala življenja več kot 11 000 mladih mož, fantov in očetov. Več kot 10 000 Slovencev, civilistov, med njimi ne le slovenska elita, temveč tudi mnogo otrok in starih ljudi se je umaknilo na Koroško in
v Italiji, da bi si rešilo gole življenja, po katerih je povojna oblast tako okrepila. Po 2-3 letih življenja v begunskih taboriščih so se začela porajati vprašanja, kako in kam naprej. Da bi šli domov, kjer je svobode naše jabolko se zlato, nam zagotalilo je v kri in blato, kot je zapisal Oto Župančič, je bilo misli. Večina evropskih in čezmorskih držav niso sprejemali družin in otrok, še manj stareli ljudi. Zavezniške oblasti pa so začele zapirati begunska taborišča. Po spletu srečnih naključij, ali kot je zapisal sam po priprošnji Marije Pomage, je Janez Hladnik 20. novembra 1946 prišel do argentinskega predsednika, generala Perona, ki je odločil: jaz hočem, da ti ljudje pridejo sem. 10.000 da jih tako pridejo. Še isti dan je Hladnik vesel pisal dr. Mihu Kretku, nekdanjemu ministru in predsedniku Narodnega odbora za Slovenijo. Predsednik je našo zadevo lepo sprejel, ob tem pa dodal: to sem dobro poudaril, da nihče nima nič svojega, ker so vse izgubili in ohranili nič drugega kot svoje poštenje, svoje zvestobo Bogu in domovini in svojo voljo za ustvarjajoče delo. Skoraj 80 let je minilo takrat, da Slovenci v Argentini, tudi mlajše generacije, se hvaležno spominjajo Janeza Hladnika. Pred nekaj dnevi, prav na obletnico njegove smrti, so se tako zbrali pri slovenski sveti maši, ki so jo darovali župniji svetega Jožefa Pomejskega v cerkvi, ki je sad Hladnikovega neodkritega dela. Brez njegove pomoči, ki se je slovenska begunska skupnost na vojni skoraj zagotovo razletela na vse konce sveta in bi vsak zase ostal v svoji bolečini, ob izgubi domovine in svoje bližnje. Tako pa je ostala skupaj, trdno povezana v veri in ljubezni do rodne domovine ter dala premnoge sadove, ne le tudi sami, ampak vsem slovenskemu narodu, tudi nam, ki živimo v Sloveniji. Prek 70 duhovnikov, pa tudi odlične glasbenike, pisatelje, mislece, uspešne gospodarstvenike, predvsem pa zavedne rojake, ki so sanjali svobodno in samostojno Slovenijo tudi takrat, ko je bila ta misel v domovini prepovedana. Da je slovenski DNK ponosen in srčen, zapisan v njihovi deli, smo lahko začutili konec maja v Slovenski filharmoniji na slavnostni akademiji Slovenija tukaj smo, ki so jo pripravili potomci po vojni Slovencov. Beguncev, ki stopajo nazaj na slovensko zemljo, ne kot tujci, temveč kot sinovi in hčere Slovenije. Njihovo polnokrvno in temperamentno petje je preteklo spod ali slovesnosti od Macesnovi gorici, objelo ves prostor od brezna in se dotaknilo naše notranjosti. Prav in lepo je, da ohranjamo hvaležen spomin na moža, ki je pomagal toliki ljudi in ki je tudi daleč od domovine gorel za slovensko stvar tudi v domovini, še posebej v njegovih domačih krajih. Rad je bil te kraje in vesel je bil, ko jih je po 20 letih gibanja pod Južnim križem zoper Lakovic. Bil sem ganjen in solze so mi se prigarjali oči, ko sem blagoslavljal svoje ljudstvo ter klical z neba, daj in ohrani sad zemlje. Je zapisal v svojih spominih, ko je vodil tedensko procesijo v svoji domači cerkvi s presvetom Mihajlom, kjer je prijel največje milosti na zemlji, kot je sam dejal. Njegov zgled nam je lahko tudi danes vsem spodbudil. Bil je mož dejanja, ki se ni odkupal nobenega dela. Noben problem zadnji bil pretrto. Če je naletel na takšnega, utrtega, je pač po njem dolgo toliko časa, da ga je stalo. Ko je bilo treba, je povedal, kar je bilo treba povedati. Če je bil prepričan, da se bori za dobro, pravo stvar, se ni dal prestrašiti. Že pred vojno, še kot mlad duhovnik je svoje vernike spodbujal k aktivnemu delu za skupno dobro. Ne le na področju verskega življenja, temveč tudi na gospodarskem področju in v javnem ter kulturnem življenju. Glede na to, kako se temu danes marsikdaj radi sami izognemo, bi si njegovo spodbudo veljalo večkrat preklicati v spominu. Ob njegovem liku lahko okrepimo tudi našo ljubezen do slovenske besede,
rad Slovenijo. Vse življenje je ostal zvest, čeprav 12.000 kilometrov stran. Pa ga ta ljubezen ni zapirala pred svetom. Prav nasprotno. V službi naroda je vso pozornostjo skrbel tudi za svoje ljudinske življenje in za vse, ki so potrebovali pomoč. Zgled nam daje tudi v svoji povezanosti z Božjo materjo. Kadar je v stiski, se je vedel, tako kot mnogi naši rodovi pred njim, z otroškim zaupanjem vračal k Mariji pomagati na meste. Pa tudi v trenutkih velike hvaležnosti. Spoštovani, ko je odhajal nazaj v Argentino, je Hladnik še zadnjič daroval sveto mašo v domačih krajih, v cerkvi svetega Hieronima na Krkovcu. Držite skupaj, je takrat dejal. Pomagajte si med seboj. Ko se oglasi zvon, se spomnite, da je to Božji glas, ki vas kliče iz nebes, pa boste z vdanostjo sprejemali križ, z veseljem izpolnjevali dolžnosti, tudi tedaj, ko se vam bo ta zela težka in hiteli na pomoč sosedu in sovaščanu. Besede, ki jih je takrat govoril s svojim rojakom, veljajo danes tudi nam. Vzemimo jih resno, tako kot njegov zgled